Ampak jaz hočem zvedeti več in spomine boš odbujala s prijateljem, ki je zdajle v našem studiu. Vid voditelj na Radiu Robin. Monika Čavlović. Živjo, Monika. Živjo, Sandi. Kako si? Odlično, ti? Fantastično, zdaj pa sploh, ko si ti prišla. Čestitke za odlično zastopanje Slovenije na tekmovanju za Miss Zemlje. Kako je bilo? Meni je bilo super, spoznala sem veliko ljudi, še zdaj se slišimo z njimi. In ko si nas po zmagi v Sloveniji obiskala v našem studiu, si na eno vprašanje tako odgovorila, da smo takoj vedeli, da so izbrali ta pravo, dej vas slišati. Je bila tista prva beseda, ki bi naučila tujca, ki bi prišel sem. Oziroma, a pa beseda ali pa fraza. Kje si, Mona? Kje si, Mona? Na glavni proceduri si barve Slovenije zastopala v tradicionalni vipavski noši, v rdeče-modri barvi. Kako taka odločitev, da boš prav vipavsko? Hotela sem, da je nekaj primorske, da ni vedno tista tipična gorenska in se reka, da pokažemo tudi mi, da imamo tudi lepe noše. Evo, in predsednik društva Soban Vilibald iz folklornega društva. Kaj za vaše društvo pomeni takšna predstavitev noše na svetovnem tekmovanju za Miss Zemlje? Folklorno društvo Vipava je zelo ponosno, da je Miss Zemlje izbrala prav vipavsko nošo. Torej je Monika postala kar neka ambasadorka vipavske noše, ali kako? Vse je možno na vsakih prireditvah, če bo ona zadovoljna. Vipava ima zelo razvito turistično destinacijo in bi bila v ponos občini Vipava in Vipavski dolini. No evo, v reklami boš jela joto, bi jedla joto. Itak da ja. No čakaj, no dejte no mir. V novi sezoni oddaje Moj dragi z more na Planet TV si desna roka Mihja in Nine Osenar-Kontrec. Bi kdaj v oddaji sodelovala tudi ti s svojim dragim? Pomeni, da ja. Mi ne bi bilo panike, pa mi bi bilo ful zanimivo. Tebi ne bilo panike, kaj pa njemu? Bi mogel potrpeti, ne? Tam so večkrat kakšna vprašanja, kakšna hišna opravila, ne, za moške. Ja. Katero hišno opravilo bi bilo zanj najbolj mučno, recimo? Več ali manj jaz to pravljam, ne? Okay. Kadar pa treba, se potrudi za vse on, tako da... Ne vem, kako pomivanje posode, obleke, pospravljanje, sesanje. Vse zna. Vse zna. Dobro sem ga naučila. Pa dajmo vprašati še njega. Vladan, katerega hišnega opravila se najbolj izogibaš? Najbolj se izogibam pranju posode. Kakšenkrat, ko je treba oprati na roke, dejansko se skušam temu izogniti. Aha, evo, takole, pranje, pomivanje posode. Drugače, povej mi, kaj te že imam lih na liniji, kako je živeti z misico? To so verjetno drugačni standardi, moraš narediti masaže, zajtrk zjutraj v posteljo, kako? Recimo v najmo odnosu ni sprememb, dejansko razen tega, da je več odsotno doma in mislim, da živijo pa normalno tako, kakor mi navadni smrtniki, ne? Ja, prav povedal? Ja. Drugače, kaj ti gre pa pri Moniki najbolj na živce? Dajmo reči, njena točnost, zmeraj se posmeva in pozabava, da je tako točna, da dejansko je to nekaj neverjetnega. Jaz sem bolj takole zamujam, pa nisem ravno ob času, ko se dogovoriva, tako da ja, dajmo reči tale točnost. Ne? Torej, živciraš ga svojo točnostjo. Ja, in še težim. In naj povem, da je Monika prva vipovka, ki je prišla tako res ful zgodaj. Tako v 20:12. In zdaj boš imela sogovornika, 10-letnega Jakoba, večkrat zasliši 11-letna Lea, ampak danes žal je se ni odsotna in bo Jakob. Vreme, ja. Tako bo Jakob. Pa dajmo slišati, kaj te sprašuje. Živjo, Monika, kako bi jaz lahko postal Miss? Nač, Jakob, prvo ostani tak, ko si. Lepo poskrbi za svoje možgančke, da boš priden, da se boš učil in počasi lahko to delaš na svoji postavi in tako boš rad popoln fant. Tako, ampak mislim, da so tu tekmovanja za mistre, ne? Tako da Jakob, ti boš postal mister. Mister, nujno, ne mis, ampak mister. Od 18 leta naprej se lahko prijaviš, tako da imaš veliko časa še. Odlično. Kaj pa se recimo še najraje spominjaš tako z otroštva pa te zadeve? Kako si odraščala, so bliže ti mobiteli in te zadeve? Jaz sem ga dobila, ko sem bila tam 4. razred, ko sem šla pol na Milojko, ko sem hodila na ledine, mi ni bilo treba, ko sem bila blizu. Nisem pa toliko rabila telefon, večkrat so me tudi nadrli doma, da se ne oglasim. Ker sem vedno imela potiho, raj sem se šla igrati ven, ne, kakor da se javljam drugim. Tako da moje otroštvo je bilo res super, vsi smo bili blizu, sosedje,
vrata vzvrata, si pozvonimo, dej gremo dol, ajde. Ampak jaz hočem zvedeti več in spomine boš obujala s prijateljem Maticom, ki je zdajle v našem studiu. Živjo, Matic. Matic Krševan, sem prav povedal? Točno tako, dobrodošel. Hvala. Ja, koliko let se že poznata z Moniko? Kaj je, od 6. leta? Ja. 6. leta, pa sta odraščala prav skupaj. Ja. Kar precej, ja. Aha. In kako se jo ti spominjaš, je že kot mala deklica, ne vem, pozirala, ne vem, modne revije, organizirala? Absolutno, mislim, da je to pisano na kožo, tako da... Ja. Ja. No, evo, pa da vaju še malo bolj spoznamo, imam za vaju en mini kvizek. Kateri bi na žurki prej plesal po mizah? Absolutno. Jaz. Monika. Aha. Tudi je pomembno, kakšna glasba je to? Mora biti živahna, zdaj jih umirjena, ne morem tam na balado, ne. Kar češ, samo da je... Da gremo na mizo. Ja. Kdo bi prej pokvaril žurko? Ma po mojem jaz kaj. Res, s čim? Še bi naredila kako neumno, zdaj se malo pazim. Zdaj se paziš, ne? Zdaj To pa dobro vseeno vprašanje. imaš to titulo, ne moraš zdaj kar pokvariti. Zdaj moram biti žurke, dama, ne? ja. Ja. Kdo prvi poje zadnji piškot? Imamo neko pogostitev in ostane še ena šnitka in kdo bo... Jaz vedno vprašam na koncu, ali bo kdo, se naredim prijazno ali pa delim na pol. Tako. Dobiš na pol, wow, Ja. zelo lepo. Jaz bi Evo. počakal, da vsi gledajo stran, pa bi pobral. Jaz pa bi tudi to naredil. Olej, tam nekaj gremo. Ne, hecam se, In to je bilo še zadnje dejanje današnjega popoldneva. Monika Čavlović je samo še potrdila naziv VIP voditeljice. Čestitke. Evo, zdaj pa zmagovalne besede, prosim. Hvala. Hvala, ker ste me gostili danes. Hvala tebi. Ja, to je prav. To je pravno misica, hvala. Morate Maham. vedeti. In če bo želela izkoristiti tale naziv VIP voditeljice, ga lahko samo pri nas. Itak, Radio Robi najjači. Najjači. VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.